Lepo pozdravljeni. V Evropskem parlamentu je ta teden v Strasbourgu zelo slovesno, kajti obiskala nas je Aung San Suu Kyi, političarka, ki je bila kar 15 let v hišnem zaporu v Burmi. Že leta 1990 je Evropski parlament podelil nagrado Saharova in danes je pravzaprav ves njen govor bil v smislu zagovarjanja svobode misli posameznika. Pravzaprav je njeno geslo varnost, svoboda in dostojanstvo. Varnost v smislu, da ni vojne, svoboda, da lahko ljudje razvijajo svoje potenciale. Kot sem rekla, njen poudarek je bil predvsem na svobodi misli, da posameznika ni strah izreči tisto, kar misli, da se lahko razvija kot oseba in tudi na ta način seveda pripomore k razvoju družbe. In pa dostojanstvo. Poudarila je dostojanstvo navznoter, da sami počnemo stvari, zaradi katerih lahko sami sebi pogledamo v obraz in tudi, da spoštujemo dostojanstvo drugih. Pred 23 leti je nagrado, ki jo je podelil Evropski parlament, sprejel njen sin, danes pa jo je prejela iz rok predsednika Evropskega parlamenta. Njen govor je bil pravzaprav brezčasen, velja za vse čase, velja za vse družbe, za vse sisteme, pa tudi kjerkoli v svetu, v katerikoli državi bi mu lahko in morali prisluhniti. V Evropskem parlamentu bomo ta teden sprejemali tudi sistem za registracijo prevoznikov radioaktivnih materialov. To pomeni, da bomo v Evropski uniji na skupni ravni oblikovali nek elektronski sistem, kamor bodo morali tisti, ki bodo želeli prevažati radioaktivne materiale, vnesti določene podatke. Še vedno pa bodo ostali pristojni za odobritev registracije nacionalni upravni organi. Mislim, da je to zelo dobro, ker razbremeni prevoznike materialov, namreč registrirali se bodo le enkrat in ko jim bo država, v kateri se najprej začne prevoz radioaktivnih materialov, dala odobritev, bodo lahko potem prevoz opravili tudi skozi druge države članice. Imam pa sama pomislek, kajti v dokumentu, ki je zdaj pripravljen, ni predvidenih tudi skupnih meril na evropskem nivoju in sama mislim, da bo to povzročalo precejšnje težave in zato pričakujem, da bo verjetno ta sistem moral biti kar kmalu tudi obnovljen, da bo morala komisija pripraviti nov, bolj detaljni zakonodajni dokument ali pa bo morda že na tej stopnji prišlo do tega, da ga bo svet še izboljšal. No, tretja točka, ki jo želim omeniti, so podnebne spremembe. O njih smo razpravljali na plenarnem zasedanju že v ponedeljek. Namreč novembra se začne že 19. konferenca pod okriljem Združenih narodov o podnebnem ukrepanju. Vemo, da je v okviru te konference recimo nastal Kjotski protokol, sedaj pa je glavna naloga ta, ki je bila začrtana že v Baliju leta 2007. Namreč vemo, da nas znanstveniki opozarjajo, da so podnebne spremembe vedno večja grožnja, da jo povzroča človek, vedno bolj so prepričani v to. No, zdaj pa naj bi skupaj dosegli nek dogovor, kjer se države ne bodo več delile na razvite in nerazvite, na tiste, ki imajo odgovornost in tiste, ki je nimajo, ampak na to, da morajo vse države nositi del odgovornosti, seveda pa je to odvisno od stopnje razvoja, od zmogljivosti, ki jih ima posamezna država. Letos bo potekala ta konferenca v Varšavi in treba se bo končno že dogovoriti, kakšno obliko naj bi imel sporazum, ki ga bodo države podpisale. Vsekakor pa mora biti to pravno zavezujoč sporazum in mnogi poslanci so pozivali k temu, da moramo oblikovati tudi sankcije, ker če ni kazni, potem seveda države tudi niso tako resne pri izpolnjevanju njihovih dolžnosti. Drugo odprto področje, o katerem tudi že vrsto let razpravljamo, pa je nivo ambicij. kajti na globalnem nivoju smo dosegli dogovor, da želimo zvišanje globalne temperature omejiti pri največ 2 stopinjah Celzija.
Vendar pa zaveze, ki so jih poslale posamezne države Združenim narodom, ne zagotavljajo takšnega znižanja in ocene so narejene, da če bi spoštovali te zaveze, potem bi se svet segrel najmanj za 4 stopinje Celzija. Skratka, to sta tisti dve najbolj vroči temi. Upajmo, da bo v Varšavi narejen korak naprej, sicer pa naj bi bil končni dogovor sprejet leta 2015 v Parizu. No, zadnja tema, ki jo želim omeniti, pa je 7. okoljski akcijski program. Sprejemali ga bomo v tem tednu, veljal pa naj bi do leta 2020. Glede na to, da je 7., že številka pove, da Evropska unija redno pripravlja take programe. To pa zaradi tega, ker seveda človek s svojim gospodarjenjem vpliva na okolje in tem potencialnim investitorjem moramo pokazati, v katero smer se bo razvijala okoljska politika, da jim zagotovimo neke vrste stabilnost. Ta okoljski program govori tako o zakonodaji na področju prsti, vode, zraka, znižanja izpustov, torej ukrepanja na področju podnebnih sprememb, potem izboljšanja biodiverzitete in tako naprej. Na teh področjih bo zakonodaja posodobljena, vendar pa mislim, da je tista prva zahteva, ki jo uvaja ta akcijski program, pa ta, da moramo biti bolj uspešni pri implementaciji obstoječe zakonodaje, ki je že sprejeta. To pomeni, da morajo države članice dejansko prenesti v svojo zakonodajo tisto, kar se na evropskem nivoju sprejme in na to tudi izvajati. Ko bo parlament to besedilo sprejel, se bo začelo pogajanje med Svetom, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom in upajmo, da bomo uspeli doseči dogovor in ta akcijski program sprejeti še pred zaključkom našega mandata, to je v prvi polovici, prvih mesecih naslednjega leta.